To je moja muzika. Alja Horvat, pozdravljena. Živijo. Kako si? Super, pa ti. Tudi hvala. Ko sem raziskovala o tebi, seveda sem šla pogledat na Instagram. In ko obiščeš tvoj profil, prva stvar, ki jo vidiš, je veliko število sledilcev in pa klienti, kot so Disney, Fila, Urban Outfitters in tako naprej. Kako hitro se je vse to odvilo? Mislim, ful hitro, jaz ful nisem drugače pričakovala, ampak ko sem začela kakšnih 5-6 let nazaj, vseeno Instagram bil nekaj čist drugačnega, kot je danes. In se mi zdi, da je bilo ful lažje najti neko tvoje target publiko, no, če se tako izrazim. In še ko sem bila na faksu, sem začela objavljati na Instagramu in potem, ko sem bila absolventka, sem že imela v bistvu svoje SP in pač ful dela in tak. Mislim, da je v enem letu kar boom nastal. Začela si z ilustracijami. Ja. Kako je šlo potem naprej do modnih kosov? V bistvu začela sem z risanjem teh ponavljajočih se vzorcev. V bistvu vedno sem želela delati vzorce za tekstil in potem sem nekako rabila neki dodatni izziv in sem začela risati ilustracije in so bila ljudem všeč in pač sem v bistvu nekaj časa to delala. Je pa bila moda vedno tista moja neka ljubezen, tako da v bistvu sem potem spet začela risati vzorce za sebe in za svojo modno kolekcijo in v bistvu predtem sem že delala na parih projektih za modo, recimo za Anthropology pa za Silio B sem ustvarjala vzorce za dve njeni kolekciji, potem sem pa rekla, da ga pa ne bi sama naredila kaj svojega in ja. No, ampak še vedno, kako te recimo, ne vem, Fila kontaktira, kako te najde? Ja, mislim, to je večinoma vse preko Instagrama. Potem, ko pa imaš enkrat neke določene projekte, pa te preko teh projektov najde, ampak začelo se vse skupaj z Instagramom. Takrat je bila res tista zlata doba. Plus tega ni še bilo toliko konkurence, no, če se lahko izrazim. Zdaj je dosti bolj nasičeno. No. Potem seveda, ja, Forbes, lestvica, kaj je to pomenilo zate? Tudi verjetno odprlo kakšna vrata? Ja, definitivno. Mislim, jaz sem ful vesela, da sem na tej lestvici. Mislim, res tista neka potrditev, da sem na pravi poti in vseeno se mi zdi, da ljudje nekako drugače gledajo, če imaš neke nagrade oziroma nekaj takega in ja, definitivno je lažje pač pri kakšnih poslovnih ponudbah. Ni tako malo ilustratorjev. Kaj je tisto, kar potrebuješ za to, da hitreje sploh recimo stopiš ven iz Slovenije? Nek prepoznaven stil. Vem, da do tega ful težko priti oziroma nekaj časa se iščeš. No, mislim, ljudje se čez celo življenje iščemo, ne? Ampak se mi zdi, tako najdeš nekaj, kar je tvoje, je vseeno lažje iz tega izoblikovati nekaj druge oziroma to nadgrajevati. Je pa težko priti do tistega, da je nekaj, da rečeš, aha, to pa zgleda kot to pa to in mislim, da mi je to kar pomagalo. No, Je bolj tako, da si vedela, da je to nekaj, kar bo in da je tvoje, ali si glede na potrditve od zunaj potem začela graditi na... Ja, potrditve od zunaj, ja, pač mislim, včasih rabiš tako malo potiski od nekoga drugega, da ugotoviš pač, da je to. Pri vseh teh sodelovanjih je tvoj najljubši domači projekt Bar Cafe, od tam te tudi največ ljudi pa zna. Če razloživa, zakaj je tukaj šlo, oni so v bistvu te za 50-letnico povabili. Ja, mislim, jaz sem ful počaščena, da so mi sploh zaupali kaj takega. Sem bila takrat, ne vem, mogoče kakšni 2 leti na sceni ali pa kaj takega in se mi je zdelo res bo. Pač Bar Cafe je vseeno, pač vsak ga pozna praktično, no pač moja mama ne pije druge kave kot Bar Cafe, tako da mislim, se mi je to zdelo res tisti neka prelomnica, predvsem na domačem trgu, ker predtem sploh nisem imela dobenega domačega projekta. Jaz sem v bistvu, ko sem začela z ilustracijami, sem prvo imela nek preboj v tujini in potem v bistvu iz tujini. Ko so ljudje videli, da se v tujini nekaj dogaja, so me začeli opažati pri nas in ja, to je bilo res noro, predvsem zato, ker sem videla, da ljudem ta projekt ful všeč in Bar Cafe imel, mislim, da je bilo 6 različnih motivov od teh šalčk in potem je vsakem, mislim, v Lidlu bila vedno en motiv šalčke in potem vem, da so mi punce pisale, da so hodile po celi Sloveniji, da so vseh 6 šalčk zbrale, tako da to mi je bilo res tako. Mislim, še tudi zaradi tega mi je to ljubši ta projekt od moče katerega drugega, no. Kako je dati svoj zelo ljub izdelek iz rok? Pa mislim, da na to gledam tako čisto malo tako drugače, pač ne na, ful se ne vežem na stvari, tudi tako drugače v življenju. Oziroma moče, če ima res neko ful veliko spominsko vrednost, tisto vseeno drugače, ampak pač jaz delam mislim, ilustracije in stvari z razlogom, da
da jih delim z drugimi, tako da mi ni tako težko. No, in potem še, če sem še zmeraj pri Instagramu, prva fotografija, ki sem jo videla, Olivia Wilde v tvoji obleki. Ja. Kaj se dogaja? Ja, mislim, nekaj časa nazaj sem ji poslala par stvari iz moje kolekcije in očitno je, mislim, mi je bilo všeč, da si je oblekla in ja, jaz sem bila tudi zjutraj, vem, da sem scrollala po Instagramu, pač moja slaba navada je, da zjutraj kot prem Instagram in Kot mi vsi. in sem gledala story in pa sem, da grem naprej in sem tako nekaj znanega bilo in grem nazaj in potem vidim Olivia Wilde na story v moji obleki in sem bila kar šok, ja. Ja. Kako si dobila kontakt, mislim, zakaj si njej poslala, si precenila, da je morda prava oseba za Mislim, zato sem imela moja PR agentka drugače, tako da ona je to vse, ja, jaz sem samo pošiljala in čakala na rezultate, če bo kaj. Prva skladba, ki si jo izbrala. Prva pesem, ki sem jo izbrala, je od Bob Dylana za naslovom Most Likely You Go Your Way and I'll Go Mine. Zakaj je to skladbo? Mislim, Bob Dylan je tak moj, ful rada ga poslušam. Ful težko je bilo izbrati pesmi, ker jaz sem vedno tak, da imam neko obdobje, ko bom eno pesem poslušala en mesec, potem pa bom drugo poslušala en mesec in to trenutno poslušam, tako da sem zato to izbrala. Jo imaš na repeat. Ja, ampak ja, mislim, ta njegov album, iz katere ta pesem Blond on Blond je res fantastičen in vsaka toliko časa imam res neko pesem, in to je ta trenutno, tako da zato očitno. To je moja muska. Alja Horvat, na spletu sem zasledila, da če ne bi bila umetnica, bi bila rock zvezda. Mislim, malo težje bi bila rock zvezda, ker 15 znam, plus tega igram flauto, kar glih ni v neki rock band, tako da, ampak ja, mislim, da bi bilo tako slabo, če bi se rodila s kakšnim rock talentom. To pomeni, da je rock tvoj najljubši žanr? Ja. Tudi ko pogledaš tvoje izdelke, prepoznaš ljubezen do 70-ih, 80-ih, kako si je odkrila? Mislim, to je bilo vedno tako nekako v naši družini, vedno smo to poslušali, tako da se je potem to nadaljevalo pri meni, ampak vem, da nekaj časa sem še v srednji šoli imela tako neko drugo obdobje, ko nisem toliko rockova poslušala, ampak vem, da potem, ko sem začela spet ko sem začela na faks hoditi, sem imela Beatlese in tako, mislim, da 1 leto sem jih poslušala in mojemu fantu sem že šla ful na živce, ker pač nisem nič druga hotela poslušati. In takrat glih je šel v bistvu kupiti eno vinilko od Fleetwood Mac in takrat še nisem poznala Fleetwood Mac, jaz sem samo Beatlese poslušala, pa Rolling Stones, seveda, take stvari in bil tako, zakaj naj Fleetwood Mac poslušam, smo tako, no, če že moram, ali kaj. In zdaj sem tako največja fanica, tako da, ja. Kakšen koncert, ko se ti otisnil spomin? Ja, mislim, videla sem Paul McCartney, kar je bilo res noro, potem Rolling Stonesem, Electric Light Orchestra, pa to leto sem želela videti Cat Stevensa pa Bob Dylana, ampak ja, sem malo bila prepozna, tako da zdaj še izkoriščam, ker še pač možnost teh videti v živo. Si komu od njih poslala kakšen svoj izdelek? Ja, pa bi bilo to ful fajn, ja. Po mojem tudi. Ja. Dobra ideja. Ja, lahko ustvarjaš brez glasbe? Brez tablice vem, da ne moreš. Ja, ne, skozi nekaj poslušam, potem pa še zraven pojem pa plešem, tako da ja, to je nujno. Torej, kakšno playlisto imaš, bi rekla? Mislim, čisto odvisna, res tisto, najdem si 5 pesmi in potem jih en mesec poslušam in potem se jih že prena poslušam in potem naslednji mesec spet 5 drugih, pol spet one vzadaj, ko so bile prejšnji mesec pridejo, tako da ja, čisto različno. Druga skladba, ki si jo izbrala? Dire Straits, Lady Writer. Dire Straits ima ful nekih znanih pesmi, in se mi zdi, da vseeno Lady Writer ni tok njihova znana pesem, vsaj tak širši publiki in meni je res ful top, tako da sem jo hotela podeliti z poslušalci. Imaš morda gramofon in plošče? Ja. Ali? Ja, tudi to, ja. Kaj že dolgo se nisem poslušala, ker sem igla se pokvarila, tako da. To je moja muska. Koliko sveta si prepotovala? Vem za rezidenco v Los Angelesu. Večinoma sem ugotovila, da zadnja leta potujem samo, če grem kam za službo in potem še to nekako združim moj tak neki dopust. Ker zdaj, ne vem, pravno smo se pogovarjala s fantom, mislim, preden se začelo poletje, smo rekla, bomo ful potovala to leto in še tak nikjer nisem bila to leto, tako da, ker je vedno nekaj in potem vedno odlašam. Ja, človek bi pomislil, glede na vse, kar delaš in s kom sodeluješ, da si skozi tujino, ne? Pa v bistvu se da vse preko spleta.
Ja, mislim, ful fajn bi bilo, če bi lahko, da bi tak splet okinili, kaki mesec, pa ne bi mogla kam iti, ja, ti bi me prisilili. Ampak ja, ti sem bila v Los Angelesu, ta bila rezidenca za Cosboxom, to je bilo tudi moj prvi malo večji projekt. Pa vem, da prejšnje leto so me tudi povabili na Barceloni in Design Week, tako da... Videla sem na spletu nek dober primer, ko si povedala, kako potovanja vplivajo na tvojo umetniško inspiracijo, oziroma dejansko hodiš, fotografiraš, kar ti pade v oči in potem to doma pogledaš in te inspirira. Ja, mislim, zdaj se moja babica ima ful lep vrt in potem njene rože slikam in potem, ja, trenutno so njene rože moja inspiracija, ampak ja, ko grem na potovanja, ful rada poslikam, ker vidiš toliko različnih stvari in vseeno probam nekako živeti v trenutku, ampak slika vseeno stane večno in potem jo lahko pogledaš, ko si doma in dobiš neki nov navdih za kako ilustracijo ali kak vzorec. Kaj bi si želela, da se ljudje od tvoje zgodbe naučijo? Tako, ko se pogovarjam s tabo, se zdi, kot da ti je vse kar uspelo, da je vse v rožcah. Je tako? Mislim, ni, ampak pač probam ostati pozitivna. Mislim, dostikrat se kaj zgodi, ko sem tak. Ful nisem navajena, da kaj ne gre po mojih načrtih, ker nekako ne vem, vedno se nekako vse izide in ko se nekaj ne izide, sem tak, ja, rabim kakih par dni, da si rečem, ok, sej bom, mislim, če do zdaj bilo vedno, tako da še bom, tako da, ja, pozitivno gledam. Mislim, drugače, moramo gledati pozitivno, ni drugega. Pa tudi večino, mislim, veliko stvari si se sama učila, ne? Ko ni šlo. Mislim, navajena sem delati, pa do tu, kjer sem v bistvu prišla sama, ne izhajam iz umetniške družine, nisem poznala nikogar, ko sem začela praktično. Mislim, obiskovala sem naravoslovno-tehniško fakulteto, sem to ni kot ali pa mislim nekaj takega in pač navajena sem, da se je treba za stvari trdo garati in potruditi in je pa tudi ful boljši občutek, ko nekako se sam potrudiš za nekaj, pa veš, da si trdo dela in potem dobiš nek rezultat, je vseeno tak, je fajn. Te je kdaj oviralo recimo dejstvo, da nisi obiskovala, ne vem, Aloja? Pa mislim, da ne, samo ljudje so ful šokirani, ko gotovijo, da nisem tja hodila, tako ni jim preveč jasno. Drugi šok pa doživijo, ko povem, da živim v Mariboru, tako da. Ja, povedala si, omenila si, da nisi iz umetniške družine, pa vendar mami je bila vzgojiteljica. Ja. Oziroma je še. Mislim, ne dela več kot vzgojiteljica, ampak je. Kako pomembno se ti zdi, da starši spodbujajo kreativo pri otrocih, ker tvoja mami jo je? Ja, mislim, mene so vedno podpirali. Vedeli so, da bom delala nekaj umetniškega, ko bom pač odrasla oziroma ja, ko bom velika. Ampak mislim, da si niso nekako predstavljali, da se bo to zgodilo. Pač vedno so me podpirali in pač vseeno grafično oblikovanje, ker sem študirala vseeno nekaj, je vseeno poklic, v katerem pač ljudje vidijo neko mero varnosti oziroma nekaj takega. Umetnost pa je vseeno. Se mi zdi, da smo vedno smatrali bolj kot hobi oziroma risanje, pa tak slikanje, pa to. Ampak ja, mislim, zdi se mi ful pomembno, ker pač davaš s tem otroku vedeti pač, da ne vem, da ni nič narobe z njegovimi sanjami oziroma z željami, ker se mi zdi, da nekateri ljudje pač že otroku pač, ko je majhen, pa pač povejo, da to iz tega ne bo nič. In se mi zdi, da se to nekako otrok to ponotrani in pač mene so vedno podpirali, vedno sem risala doma in pač vedno so bili vsi ful navdušeni. Pa zdi se mi tudi, da velikokrat potem usmerjajo, pa pojdi na to, pa še to naredi, pa še to, pa se odloči, karkoli boš. Potem si pa že toliko star in Ja, ponavadi ti rečejo, dobi neko diplomo, s katero boš lahko nekaj si začel. In pač jaz mislim, da če se lahko, ne vem, jaz preživljam od tega. Mislim, v Sloveniji, ko pač vseeno nismo neko veliko mesto za umetnost, oziroma pač tako da je vse možno. Tako da umetnost je služba. Pač ljudje rabimo umetnost. Od glasbe do slik, do fotografije, tako da. Kako ustvarjaš, oziroma kako se odločiš, katero vejo svojih umetnosti se boš lotila? Jaz sem ful človek, ki rabi več različnih stvari, da se počutim izpopolnjeno, tako da v bistvu jaz delam vse. Rišem, preoblikujem slike, mislim, predelujem slike, potem ne vem, delam na svoji spletni strani, tako da ja, pač rabim več različnih stvari, da se predo počutim. Pač zdaj, da bi mi nekdo rekel, do konca življenja lahko samo rišeš na tablico in čisto nič druga, bi bila malo nesrečno, no, ker res sem tak. Mislim, nasplošno sem kreativen človek in rabim več kreativnih branž, da se pač počutim, ja, dobro. Prej si omenila svojo agentko?
Ja. Koliko ljudi dela s tabo? Mislim, imam svojo PR agentko, drugače pa imam v bistvu še agencijo v Ameriki, ki v bistvu licencira moje produkte, mislim, moje ilustracije. Tako da v bistvu imam zunanje sodelavce, ki mi pač pomagajo pri določenih stvarih. Pač agencija recimo skrbi za to, da v bistvu jaz jim dam samo svoje ilustracije, oni najdejo stranke, naredijo pogodbe, se vse zmenijo, jaz dobim domov sample, pač produkte in to je to. To je res super. Prebrala sem na spletu, da imajo vsi izdelki tudi cene, v smislu, koliko je stal material. Zakaj? Zdi se mi pomembno, da včasih si ljudje ne znamo predstavljati, koliko predvsem denarja gre v en izdelek in se mi je zdelo tako, ne vem, da če lahko ljudem približam to, da bo razumeli, zakaj je taka cena, pač ker vseeno nekoga plačaš fair, nekdo mora biti fair plačan za svoje delo in če nisi v tem, si ne znaš predstavljati, koliko stane, da narediš en izdelek, ki bo pač narejen etično. No. Še to si se kdaj soočila s kakšno temno platjo svojega poklica? Pa mislim, jaz se jemljem tak pač. Mislim, z dobrim pride tudi slabo, no, ampak verjetno najbolj, kar je meni vse osebno problematično, to, ker sem ful državen človek, ampak pač delam pa sama in včasih vidim ljudi, ko pač grejo v službo in imajo tiste svoje službene prijatelje. Jaz bi tudi imela kakšne službene, pač, da bi se s kom družila, ampak ja, to je tako, osamljen poklic je vseeno. No. Vse delamo na projekti, pa vse samo ni isto. Pač. Ko delaš na projektu, boš videl nekoga preko Zooma, ne vem, enkrat na mesec in je to, ne, drugo pa sem sama pred računalnikom, tako da ja. Prej sva se na začetku pogovarjali, kako je bil Instagram, ko si ti začela, drugačen kot je danes. Te morda to kaj, ne vem, obremenjuje ali pa ne vem. Ja, mislim pač Instagram je vseeno zelo pomemben za mojo službo, pač ne bom rekla, da ni, ker je pač take socialne mreže so danes tisto glavno vodilo. Ne vem, včasih je bila televizija na reklami, zdaj je to pač socialno mreže in socialna mreža se spreminja, jaz tu ne morem čist nič narediti, ker pač ja, nimam vpliva in pač probaš iti nekako z tokom, no, pa se pač prilagoditi spremembam. Imaš tudi TikTok ali ne? Ne, ga uporabljam, ja. Mislim, pogledam ga, kaj videa, samo na pa nič kaj objavljam. Poletje je. Kakšno je tvoje poletje oziroma kaj sledi? Če delamo vseeno leto naprej, pa že včasih pozavim kaj. Mislim, da zdaj trenutno je prišlo kakšen en mesec nazaj. Sem v bistvu z enim podjetjem iz Amerike, Erin Condren, delala plenerje, pa v bistvu zvezke, pa te stvari. To je prišlo zdaj ven. Reče pa ja, delam na modni kolekciji za pomlad poletje 2024. Kako te je modni svet sprejel? Ko sem začela svojo modno kolekcijo, sem nekako pač, ker mi je z ilustracijo šla, sem bila tako, ok, se ni pa imam neko določeno publiko, ampak je to ful velika razlika in pač moda je vseeno še dosti bolj je tekmovalno kot v ilustraciji, ker je še toliko več modnih znamk in ja, nekako sem si predstavljala, da bo to drugače, ampak v bistvu Zdaj pa tvojo obleko Olivia Wilde. Ja, tako da, ja. It's all good. Ok, ostala nama je še tretja domača skladba. Ja, Murphy Klit. Murphy rada poslušam, pa tak Klit se mi zdi res ena izmed najboljših skladb, kar so v zadnjem času prišle od slovenskih izvajalcev, tako da res Murphy so full cool. Ale Horvat, najlepša hvala. Hvala tebi. To je moja muska.